dan najprej. Lepo pozdravljeni, jaz prihajam iz Slovenskih Goric, natančneje z Cerkvenjaka, ki je blizu Lenarta v Slovenskih Goricah. V teh krajih v Slovenskih Goricah pa je tudi nastala zadruga Dobrina, v kateri bi vam danes rada na kratko tudi par stvari predstavila in tudi nekatere zadeve izpostavila. Diaprojekcije si nisem pripravljala, mislim, da fotografije več povedo. Rada bi vam slikovno, nazorno pokazala. Samo sem pisala. Mi smo začeli od začetka, pa vseeno. To je naša trgovinica do Mariboru, na Barbazorju 42, trgovina zadruge Dobrina. V mestni četrti Studenci, kjer gre za mestno četrt, ki je nekako bolj prazna, mirna, zapuščena, bi lahko rekli, in zato smo iskali ene prostore tam, da bi tudi oživili to mestno četrt, skupnost, in na tem naslovu najeli tudi tržne prostore, ker do drugih pač trenutno v situaciji, v kateri smo bili v času Evropske prestolnice kulture, ko se ta projekt odvijal, do drugih prostorov v soglasju z mestno občino Maribor nismo prišli. So lepi prostori in v teh prostorih ima svoj sedež Center alternativne in avtonomne produkcije. V tem centru skupaj z zadrugo Dobrino deluje 6 skupin, med drugimi tudi semenska knjižnica, mogoče zdaj bliže, ker govorimo o lokalni samoskrbi, in še nekatere druge. Drugače pa, kako je zadruga Dobrina nastala, mogoče da res začnemo na začetku. V okviru Evropske prestolnice kulture 2012 so Urbane Brazde, skupina raziskovalcev, načela problematiko trajnostne lokalne preskrbe. Del te skupine sem bila tudi jaz in takrat smo začeli ugotavljati, kaj v bistvu potrebujemo na območju Maribora in njegovega zaledja in naredili eno raziskavo, kje so potrebe tudi v ruralnem območju po dodatnih dejavnostih na kmetijah, po razširitvi oziroma oživitvi dodatnih dejavnosti na kmetijah in tako naprej. Na dober odziv smo naleteli na območju Jurovskega Dola v Slovenskih Goricah, kjer je delovala Tiket Zelena centrala, to je eno združenje tudi podeželskih ljudi, ki se trudijo za ohranjanje podeželja. In takrat smo z njimi začeli v njihovi občini, gre za malo občino, 2000 prebivalcev, izvajati aktivnosti in kmete nekako izobraževati in jih vabiti na redna izobraževanja, ki so potekala skozi celo leto, v letu 2011 in tudi v letu 2012. In skozi to obdobje je potem med kmeti se ustvarilo eno tako zavezništvo oziroma solidarnost, bi lahko rekli, in potreba potem, da stopimo na trg in ustanovimo neko pravno formalno obliko povezovanja. In tako je nastala zadruga Dobrina. Lahko še povem, da na tem območju, ko smo mi prišli v to občino, ni bilo nobene ekološke kmetije. Zero. In potem v sklopu izobraževanj o trajnosti preskrbi, to se pravi, to je sigurno najvišja stopnja oziroma najvišji rang kakovosti pridelave hrane je ekološka pridelava in tako smo začeli potem z sklopi izobraževanj o ekološkem kmetovanju. In ob ustanovitvi zadruge v letu 2011 v septembru, zdaj je že minilo ravno 2 leti od ustanovitve, so v preusmeritev vstopile 4 kmetije. Jaz mislim, da je to bil res velik uspeh, že to je bila ena potrditev dobrega dela oziroma dobre usmeritve
In potem je zadruga Dobrina začela v naslednjem letu, v letu 2012, pridobivati nove člane. In seveda tudi prve pridelke tržiti, v bistvu v sezoni 2012. Načela, ki so bila sprejeta ob ustanovitvi, so bila v skladu z načeli o socialnem podjetništvu. To pomeni v prvi vrsti, da spoštujemo kmečko delo, da dobi kmet pravično plačilo in da na drugi strani tudi potrošnik, kupec dobi živilo, pridelek najvišje kakovosti. V sklopu tega pa tudi zaposleni v zadrugi sledijo vsem zakonitostim o socialnem podjetništvu. Zdaj, danes, zadruga šteje 43 članov v tem trenutku, dejavnosti pa je si zadala tako. Na začetku smo razmišljali, da bi predvsem bilo potrebno oskrbovati z kakovostno, z varno, zdravo hrano najranljivejše skupine. To so sigurno naši otroci. In smo rekli, zakaj ne bi šli v šole, vrtce, javne zavodi se pravi, in začeli na območju Maribora sodelovati z šolami in vrtcem v mestni četrti Tezno. Na začetku je bil odziv tak, da pač mi že imamo program zdravega prehranjevanja, že naši otroci se zdravo prehranjujejo, ampak potem, ko smo jim mi se vsedli skupaj in razložili naš koncept, kaj je lokalna samooskrba, da s tem krepimo ne samo našo zdravje, da je to dolgoročni načrt, projekt, s katerim tudi vplivamo na rast lokalne ekonomije in tako naprej, so potem razumeli vsi skupaj in so postali tudi del tega projekta oziroma tega nazora in zdaj z njimi zelo dobro sodelujemo. V tem trenutku sodelujemo z 34 javnimi zavodi na območju Maribora in njegovi okolici. Na Valvazorjevi 42, v Mariboru ste videli, tam smo odprli v letu 2012 trgovinico in pa tam imamo tudi urejeno skladišče in pa hladilnico ter pisarniške prostore. Mogoče še nekaj o razpisih. Zadruga Dobrina je res imela srečo oziroma Slovenske Gorice in naši pridelovalci, nekako se mi zdi, da smo bili v pravem času, mogoče tudi na pravem mestu, da smo se lahko vključili v zadrugo oziroma priložnost, da smo dobili ta zagonski kapital tudi, da smo to podjetje zagnali. Vse skozi pa tudi zelo marljivo, kot mravljice, delamo na razpisih, se prijavljamo na razne razpise. Do zdaj smo bili uspešni na 3. Eden je fundacija Unicredit Bank, kjer smo bili izbrani za najboljši primer socialnega podjetništva v Sloveniji. Drugo smo prišli v ožji izbor Erste fundacije, to je tudi ena mednarodna fundacija. Potem pri 3. smo pa uspeli s projektom LIDER na območju Slovenskih Goric, Las Outar. Prav tako, sicer v manjši vrednosti, ampak za nas je vsak evro zelo pomemben. Prijavljeni smo tudi na več razpisov z našimi skupinami v okviru Centra alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru. To je IPA, na katero še vedno čakamo. In pa potem Life Plus, to sta 2 večja, pa še 4 manjši so, na katere še čakamo. Tako da bi povedala pa to, zdaj, ko so ti viri financiranja oziroma projektov, na katerih smo bili uspešni, že usaknili ali usihajo, da se v sklopu zagona takšnih lokalnih organizacij, pri katerih dajemo poudarek na samooskrbi, na preskrbi, na trajnostni pridelavi, na principu oziroma pristopu trajnostnega vzdrževanja podeželja oziroma delati na tem, da ohranjamo naše podeželje čim bolj vitalno in zdravo in trajnostno, da pa so problem človeški viri oziroma financiranje človeških virov.
Mi se izključno, tako kot sem povedala, financiramo iz uspešnosti, smo odvisni od uspešnosti na projektih. Sama zadruga še ne prenaša tako število zaposlenih, da bi lahko samo od trženja z lokalnimi pridelki in izdelki od tega živela in se razvijala, ampak je to. Tukaj bi res apelirala na tiste organe, ki imajo možnosti, da v tej smeri razmišljajo in ukrepajo, ker drugače bodo vsi taki dobri primeri prakse čez kako leto samo še preteklost. Tako da, jaz mislim, da smo na dobri poti, zaenkrat zaposlujemo 1 do 2 osebi redno, ostali pa pač delamo pogodbeno, smo zunanji sodelavci in se vklapljamo, ogromno je tudi volonterskega dela, delamo to z dušo, če ne bi videli v tem res neke dolgoročnosti in skupnega dobrega za naše okolje, bi mogoče bilo drugače, ampak nam je to res za dušo. Toliko. Hvala lepa za enkrat. Bi pa bila vesela vprašanja. Ja, bi vprašal tako, sigurno ste se potem z vami dorazili materialni, srečevali s kakšnimi problemi. Kako je s to biologilo? Kako je z birokracijo? Lokalnimi odnosi, lokalnih skupnosti, ne vem, vi ste z vsemi upletenimi, ki ste jih dobili. Konec koncev, zdaj, ko ste podpovedovali, ko pogledamo slike, rečemo, wow, super, ampak verjetno, da cela pot do tja ni bila toliko enostavna, sploh, kar se tih birokratskih tiče, kako je s temi stvarmi, to je eden izmed tistih zakompliciranosti postopkov, to javnega razpisov je eden izmed tistih stvari, ki ljudi odbijo, oziroma zame, za nekaj konkretnega prebivalca hrane, preveč časa, ki ga lahko nekaj koristneje. Kako se s tem spopadate? Ja, tako ste povedali, oziroma že nakazali, problemi so tukaj večplastni, oziroma ali pa izzivi, kako vzamemo, Na eni strani so pridelovalci, katere res obremenjuje ta birokracija, papirologija, katerim tudi stojimo ob strani in namen zadruge je to, da ima tudi zaposlene ljudi, suport kmetijam, da jim svetuje, da jim pomaga pri izpolnjevanju obrazcev in to tudi mi delamo. Tukaj se mi zdi, da kar rešujemo zadeve in da so kmetije res po določenem obdobju, zdaj že res drugo sezono delamo, da so začutili, da je to ena solidarnost, da je oboje stransko neko zadovoljstvo in pomoč. Na drugi strani pa tudi pri ustanavljanju zadruge, mi nismo šli takoj v obliko registracije socialnega podjetništva, na to se zdaj pripravljamo, ampak že s statutom, potem s registracijo na sodišču in tu smo pa imeli kar nekaj težav in smo kar nekaj časa čakali na vso papirologijo, ki smo jo potrebovali. V bistvu tam gospa ni vedela, kaj v bistvu sploh smo, oziroma kam nas naj popredalčkajo. To je ena taka izkušnja. Potem, ko smo se velikokrat, oziroma veliko iniciativ, pozivov smo tudi pošiljali na ministrstvo preko različnih kanalov in potem tudi prišli nekako do možnosti, da smo bili v skupini, ki je oblikovala uredbo o primarnem povezovanju pridelovalcev, skrajšano povedano. In takrat smo res upali na eno taki zagonski vir, ki bi zadrugi lahko pomagal. Na to so nam nekako tudi nakazali na ministrstvu, da bi bila to ena od možnosti, da pomagajo takim oblikam organizacij, ampak potem naknadno, ko je bila ta uredba sprejeta, smo ugotovili, da je v bistvu narejena oziroma oblikovana tako, da spet podpira samo večje oblike organizacij. Mi pa na enem lokalnem območju s postavitvi lokalne zadruge do takih normativov ne moremo priti v leto, dveh.
Ne? Tam je bilo recimo minimalno 80 hektarjev ekoloških površin, primerjalnih, ne, kmetijskih, ali 150 000 glav pitencev, GVŽ-jev recimo, ali 15 000 hektarjev sadjarskih površin. Ne? Pogoji so bili čist kontradiktorni temu, o čemer smo mi se pogovarjali, oziroma temu, da bi spodbujali razvoj novih lokalnih oblik organizacij, ali je to zadrug, ali kooperativa, oziroma kako pa se je to že v tem času spremenilo? Ne, to se ni spremenilo. To je bil potem en razpis, na katerem so uspele večje oblike organizacij oziroma zadrug. In z tega razpisa so uspele te zadruge organizacije pridobiti enega zaposlenega za obdobje 3 let. Ne? In ravno to je ena taka oblika, ki bi nam zelo prav prišla. Ne? Ampak žal potem ni bilo kaj, ni prišlo. Če se obedate, recimo, zdaj ste organizirani kot zadruga, ne? Tako. In zdaj pravite, da boste postali socialno podjetje, a ne, da se boste prosili. Česa si kakšnih koristi oziroma kakšnih boljših možnosti si s tem obedate? Kakšne bojo prednosti, recimo, če boste postali socialno podjetje, a ne v primerjavi zdaj, ko ste zadruga? Ja, zdaj je spet tako sem vam povedala, spet smo pri finančnem delu, ne? Na koncu, vedno. Mi že delujemo po načeli socialnega podjetja, tako da se v bistvu pri delovanju samem ne bo kaj veliko spremenilo, razen pri računovodskih zadevah, mogoče kaj drugače, pa upamo, ker politika gre v tej smeri, podpira socialno podjetništvo, da bomo na kakem razpisu več uspeli. To je pa, mislim, tudi veliko, če pridobimo kakšna sredstva z tega vira. Tako da toliko na kratko. Se pravi, čeprav razumemo, greste z dobrim upanjem, da bo nekoliko boljše v to, a ne čeprav v konkretnem primeru, če bi pa že v tem trenutku socialno podjetje, pa ne bi še že delujete kot socialno podjetje v bistvu, a ne, kar se vašega delovanja tiče, se ne v bistvu gre za samo spremembo pravno-formalno oblike. V redu. Mogoče kar takoj kakšno vprašanje iz publike, če ima kdo, če ne... Aha, gospa. Maruška Makovič, Mestna občina Ljubljana. Mene ena stvar zanima, tako všeč mi je termin poštena cena, ne? Ampak koga pa določite? A je to stvar dogovora, ali greste striktno po matematičnih kalkulacijah, ali kaj? Kaj je za vas poštena cena? Poštena cena se določa skupaj s pridelovalcem. To je poštena cena. Na eni strani smo mi za nekaj kmetij tudi izračunali lastne cene pridelave, recimo česna, zelja, solate in tako naprej. Za naše pogoje, ker Kmetijski inštitut Slovenije je izdelal lastne cene za 18 zelenjadnic v preteklem letu, ampak to je premalo. Naš nabor pridelave zelenjadnic je zelo pester, imamo preko 40 različnih vrst zelenjave, ki jo ponujamo našim potrošnikom. In potem skupaj, za ostale skupaj določamo s pridelovalci. To je tudi ena od težav, mogoče na katero lahko zdaj tudi opozorim. V Sloveniji nimamo borze cen zelenjave, na primer. In to velike korporacije oziroma trgovine, ki prodajajo zelenjavo, na veliko izkoriščajo in določajo same cene v Sloveniji. In tukaj je kmet v zelo nezavidljivem položaju in tako smo prepuščeni sami sebi. Še ena stvar, če lahko, koliko pa recimo, če beležite, koliko je ljudi, kjer so recimo nekako postali stalne stranke, oziroma beležite rast ali kakorkoli, kakšna je nekako struktura tega segmenta? Ja, zdaj, tako kot sem povedala, en segment dejavnosti je oskrba javnih zavodov. Ta se je res enormno povečala, imamo tudi precej pogodb oziroma okvirnih sporazumov z javnimi zavodi. Letos je težava, ker nimamo pridelkov, ker so bili naravni pogoji zelo slabi. Na drugi strani ta res raste. Mi smo v to smer tudi
vložili ogromno napora, individualnih pogovorov, sestankov z javnimi zavodi. Na drugi strani pa smo potem začeli razmišljati, da je potrebno razviti še dodatne dejavnosti, da bomo lahko preživeli. In to je bila ena oskrba z zabojčki oziroma košaricami tedenskimi. In tukaj imamo rednih mesečnih naročnikov nekje okrog 80. Čez poletje nekoliko pade, smo nekje na 50, bili zdaj pa spet naraslo. V trgovini pa se potem tudi menjujejo različne stranke. Potrošnja je do poletja naraščala. Od zime, ko smo v bistvu odprli trgovino, čez poletje pa je grozno padla, vam ne morem povedati, tako da smo že razmišljali, kaj bomo zdaj. Zdaj smo skrajšali delovni čas čez poletje, ampak zdaj se je pa začelo spet povečevati. Moram povedati, da res ta lokacija je mrtva v Mariboru in da se pozna, da ni tista lokacija, kjer bi bila fluktuacija frekvenca ljudi visoka, ampak prihajajo ljudje, ki pač iščejo lokalno, ki iščejo ekološko, ki iščejo zdravo. Tisti pa prihajajo in jih je vedno več. Se pravi, spodnji nivo je pravzaprav integrirana pridelava ali samo eko? Integrirana je spodnji nivo. No, to še ena tudi razlika mogoče od pristopa, kako razvojno začeti delati korake v ekološko oziroma v trajnostno, ki jih mogoče pri nas tudi včasih preveč predalčkamo. In zato mogoče tudi naš ANEK, akcijski načrt ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ne gre v tej smeri, kot smo predvideli. Moje mnenje je bilo, oziroma moje izkušnje in moje želje takrat, ko smo začeli, če ne bomo vključevali teh ljudi, ki že nekaj delajo in ki poskušajo na trgu in ki poskušajo in so delovni in imajo voljo in so motivirani, če ne bomo teh vključili in začeli izobraževati in nadgrajevati, potem bi bil po moje rezultat slabši. Zdaj v tem trenutku začeli smo z 4 kmetijami v Jurovskem dolu, ki so šle v preusmeritev v eko, loško pridelavo. Danes jih imamo 18 za celega območja Srednjih Slovenskih goric in širše. In imamo tudi več ekoloških iz širšega območja zaledja Maribora, iz Podravja, Ptujskega, Ljutomerskega, Pohorja, potem čist pri Mariboru. Tako da se kar priključujejo in je to en tak primer in kmetje vidijo, da se nekaj dela in da je odnos, ki je obojestranski pošten. To je ključno, se mi zdi. Mi še imamo vedno, ne glede na to, da se je projekt zaključil v letu 2012, mesečno izobraževanje oziroma okroglo mizo, sestanke z vsemi člani, z vsemi kmeti in se dobimo in izmenjamo izkušnje in damo mesečna poročila delovanja zadruge in mislim, da je to najboljši model. Mi smo, čez poletje v letu 2012 te sestanke ukinili, smo rekli, zdaj so počitnice, pa bomo malo stavili s tem, ker tudi včasih niso vsi prihajali, se veste, poletje je delo, dela se do poznega večera na kmetiji, ko je do delovnih 16 ur, in smo pol ugotavljali, da to ni bilo vredno in da so to pogrešali in da so potem bile pritožbe in godrnjanje. Se pravi, da zaključniki tudi za spodbujate in delimo, pa je že, če tudi sam kofej enkrat mesečno skupaj sprijete, ali ne, malo potrošnje, kaj to dela? Ne, prej imamo resen sestanek, pol pa gremo na kafeje. Ja, ampak ne, že samo to druženje. Tako, ja. Izpostavila ste zanimiv problem, letos ni bil veliko, da so še počelo vse svote se dogajati. Kako je v takej situaciji, recimo, nekateri imajo posebej zavarjanje, če jih imajo proizvajalci sami že, recimo, preživotarijo to tako slabo sezono, kako je pa recimo z vašimi odjemalci? Imajo to razumevanje, da je bilo? Zdaj, to je ravno ta del, ko smo ogromno delali na teh individualnih obiskih javnih zavodov. Tam je ravno težava, ko imaš neke omejitve oziroma določeno toliko in toliko količine treba pripeljati.
ampak smo rekli, gledajte, letos je krompir zelo drobčkan, takšna je pridelava, manjša količina, to imamo in so rekli, v redu, bomo ga pa porabili za to in za to. In smo se razumeli, večini ni težav, ne. So pa tudi primeri, veste, tako kot povsod in vedno bodo, da enkrat pripelješ prevelika jabolka, drugič pripelješ predrobna in tako naprej. Ja, fino, ne, mislim, zanimivo je že slišati samo to, ne, da se ne samo do zdaj bilo tako, da se proizvajalec vedno potrošniku prilagaja, ne, ampak da se zna potrošnika ne dovolj zaveščena, ne, tudi proizvajalcu prilagoditi, ne, glede na to je tudi obvezno. Jaz sem zelo pozitivno presenečena nad javnimi zavodi oziroma nad odzivom, ki smo ga mi potem bili deležni. Ne bi pričakovala, no, tako kot je na začetku izgledalo, zdaj res vsa pohvala in zahvala vsem organizatorjem javne prehrane, ki delajo na teh področjih. Gospa, imamo vprašanje. Delno ste, oziroma ste mi del že odgovorila, zdaj sem tudi hotela pravzaprav na to temo vprašati, glede na to sploh, ker so javni zavodi, ne, vrtci, šole imajo pač nek sistem oziroma te svoje prehrane, prehranskih načrtov, ne, in včasih verjetno potem težko, ne. Se morajo oni seveda tudi znotraj sebe precej prilagoditi, da porabljajo tisto zelenjavo in sadje in te produkte, ki so v tistem trenutku na razpolago, ne. To je lepo slišati. Jaz bi pa vprašala, nekaj čisto prej ste govorila o tem, da ste pač izobražujete pač svoje, torej kmete in tako naprej, kakšne težave z pač zadrugo kot tako. Pa me samo zanima, a na Zadružno zvezo Slovenije kot ogromno organizacijo, ker pač govorimo v tem primeru o pridelavi hrane, ne, je tam na to tematiko kakršenkoli odziv oziroma oni pod svojo, rekla, organiziranostjo, konec koncev tudi z veliko kapitalskim zaledjem, verjetno bi tudi v tem primeru tem zadrugam, recimo kot vaši, lahko kako pomagali. Ta del pa, kaj pa tudi kmetijska svetovalna služba se v tem primeru, v tem delu da tudi na njih kakorkoli naslonta ali je recimo izobraževanje, ki ste ga morali vi za ta način pridelave, ste ga mogli popolnoma na svoje organizirati, ali se da, torej recimo nasloniti na to službo, ki je konec koncev strani proračuna financirana. Ja, zdaj najprej, če greva na zadružništvo oziroma zadružno zvezo. Zdaj z njihove strani mi nismo dobili nobene oziroma kakršnekoli kontakta ali karkoli, mi se tudi na njih nismo konkretno obračali, ker pač se mi zdi, da kmetijske zadruge v Sloveniji delujejo po načelih trgovca, kot ga poznamo danes. Drugače pa z kmetijsko svetovalno službo v Lenartu moram povedati, da dobro sodelujemo, da tudi se svetovalci udeležujejo teh izobraževanj včasih kot kmetje, da bi pa naše kmete izobraževali, pa že sami kmetje imajo to možnost, kmetijska svetovalna služba jih obvešča o izobraževanjih, ki so organizirana za posamezna področja, tudi za ekološka. Vem pa, da ekološki kmetje postopajo v preusmeritveno obdobje, da torej tudi morajo opraviti en dvodnevni tečaj, ki pa je tudi plačljiv. In je lažje, če ga opravijo znotraj zadruge. Prosim. Tako, zanimiva predstavitev, da si malo čijete grlo, pa glasilke, a ne? Pa še gospa Blanka Kovačič, socialno podjetje Kooperativa Konjice, kakšna je pa vaša izkušnja pri celi zaderi? Da se precej razlikuje, verjetno imate predstavljati. Ja, jaz bom pa lahko odgovorila, ali pa predstavila prav tisti del. Če smo postavili to v to lokalno okolje, s čim se mora pač na lokalno okolje postaviti, oziroma mora vedeti, preden se, oziroma od tiste iniciativne skupine naprej, ko ste šlo pri nas po koraki. Opravičujem. Ja, da sem se zapletla pogovoriti.
Drugače pa v tem času, da se pripravljate, da slabo še vprašam. Kako pa je recimo vrtec ali pa nek vaš odjemalc, ne? Zadnje bi se lahko tudi, ali se lahko vključi v vaše socialno podjetje kot soustanovitelj oziroma kot član zadruge, pa to, ker mogoče bi bilo lažje tudi na razpisih, pa to, ker konec konca, če bi iz lastnih podjetij obstajala zakonska možnost, ste gledali preučevali to stvar? Ja, to bi pa mogoče bilo dobro vprašanje, ne? Jaz tega še nisem preučevala, ampak bi se pa bilo dobro pozanimati, ne? Kaj mogoče gospod Slapnik bi bolj lažje odgovoril na to vprašanje. Ne, prav to ne bi narediti, povabiti, da postanejo člani. Ja. Ne smejo biti ustanovni člani, kako ne moraš dobiti status socialnega podjetja, lahko se pa potem člani, kot redni člani, pa imajo iste pravice. Mi imamo namen to ponuditi. Vem, kakšna je ta relacija, če se zadruga prijavi recimo na javni razpis, ne, svojemu članu. To moramo tudi mi preveriti. Hotel sem ravno to izpostaviti, da mogoče, recimo, če bi bil član zadruge, z vidika javnega interesov, ne? Ja, ne, ampak konec koncev si, če bi bil član zadruge, ne, logično, ne bi bil to del njihovega podjetja, ne. Ampak oni so zavezani javnemu naročilu, ne, kjer morajo dati parametre in dati možnost vsem. Mislim, na ta način javnega naročanja lahko na nek način. To je eno tako vprašanje. Mi imamo namen to narediti, pa se bolj s temi težavami sooči, takrat, ko bojo prišli. Zelo težko to teoretično lahko predvidevaš, ne veš, ni naredil, pa ne veš, kakve bojo reakcije. Je pa tako, da je zakonodaja zdaj tukaj, pa tudi napori države so bile, da so ta javna naročila, so jih spustili do te mere, so tudi imeli, eno leto so imeli posvete po celi Sloveniji, kjer se pravi javnim zavodom, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, razlagalo, da lahko po sklopih naročajo direktno, brez zavez zakona o javnih naročilih, do 20.000 evrov. Se pravi, da do 20.000 evrov so lahko, naprimer, krompir, če imaš med sklop, za 20.000 evrov, kar je pa bistvena prednost, ki jo rabi to vrstna zadruga, ker potem ni več cena tisti kriterij, ponavadi je bila, ampak je lahko tudi kakovost, se lahko tudi malo više cene, pa da lahko dobavlja. Seveda se pa še zmena. Imamo pa namen tudi narediti, da čez kako pol leta ne znali pa odgovoriti, kakve težave smo imeli, ki bomo to ponudili našim zavodom, da nastopijo, pa bomo videli, če se kako omejitve, ne vemo še. Vidimo. Tehnične težave odpravljene, pa gremo nazaj v Konjice. Tako je, jaz sem pa predstavila tako kooperativo Konjice, ki je v bistvu zadruga in pa socialno podjetje, kar že od samega začetka, čeprav povedala, da s tem je bilo kar precej birokratskih ovir, predvsem iz stališča, kako zaregistrirati, oziroma na sodnem registru bilo vprašanje, kaj sploh narediti s tem statutom. Ne glede na to, iz začetka, ker kooperativa Konjice kot pravno formalni subjekt je na trgu od konca julija letos, čeprav aktivnosti pa potekajo že od leta 2011, bolj specifične, in sicer takrat je že Mladinski center Dravinjske doline prijavil na projekt Moja dežela, katerega produkt je, bomo tudi v nadaljevanju vam predstavila, trgovinica z Moja dežela, ki smo takrat uspešno otvorili v Slovenskih Konjicah in pa svojo ustanovitev te zadruge oziroma kooperative Konjice, kot se imenuje. Šlo je pa približno po taki poti, da smo imeli tudi v Konjicah forum na enako podobno zadeve, kot jo imamo danes tukaj v Kamniku, s tem, da se to zgodilo 15. decembra lani in sicer smo v Slovenskih Konjicah priredili oziroma potekal lokalni razvojni forum z naslovom s kooperativami lokalnega razvoja. In sicer v sklopu tega smo naslovili vabila, poslali na vsa gospodinjstva v naši občini in moramo priznati, takrat se je kar precej teh lokalnih ljudi, področjih pridelovalcev, tudi konvencionalnih kmetov odzvalo. Prišli so pa tudi od drugod poslušati, ker imeli smo takrat res dobre predstavitve praks, ne samo iz našega okolja, se pravi slovenskega testojinja. Tako da mogoče par utrinkov v nadaljevanju slike. Lahko vem, da takrat je bila
bistvu ena taka vseobča predstavitev, ki je potekala danes v prvem sklopu in nekako stavljeno je bilo več možnosti povezovanja oziroma tega delovanja kooperativ, medtem ko je na našem Konjiškem nastala ta kooperativa Konjice, ki je primarno postavljena, se pravi, za lokalno samooskrbo, ta steber, ki ga bomo pa seveda nadgradili še v steber turizma. Ne povem, da mi prihajamo iz Dravinjske doline, kjer imamo izjemno veliko naravnih danosti, se pravi, kulturno in naravna dediščina izjemno bogata, nekako turizem je malo zaspal. Naša ideja potem v drugem koraku, ko se bomo lotevali turizma, je, da tudi na tem stebru zgradimo eno močno blagovno znamko in da vrnemo zopet to, kar smo nekaj bili, Konjice so mesto vina in cvetja, in 8 let zapored smo bili najlepše izletno turistično mesto v Sloveniji, kako tu se je po letu 2009 začelo počasi usihati, in nekako v naši viziji noter je, da postaviti tudi tega stebra. Medtem spostavljamo tudi počasi to medgeneracijsko kooperativo, mi imamo, da smo podeželsko zaledje je pri nas kar bogato, vemo pa, da mladi, tako kot že kolega iz Prekmurja povedal, da odhajajo v mesta, v urbana središča in tako naprej, starejši ostajajo sami in združiti nekako medgeneracijsko in pa način tudi stanovanjsko kooperativo s tem, da lahko daš možnost po eni strani spravi nastanje kohezija med starejšimi, med tistimi, ki živijo na tej kmetijo ali pa na posestvu, ali po hiši, ali pa v enem objektu, in mladim iskalcem nekega stanovanja, možnost neke sinergije, da skupaj živijo. To prinese v bistvu pozitivno stvar za starejše, ker se mu socialno življenje bistveno izboljša. Po drugi strani, mislim, je zopet nekako aktivno, ker se lahko priključi kot varstvo otrok te mlade družine, kakorkoli drug način, oni pa dejansko lahko tudi, če že obstaja, bom rekla, nekako obdelovalna površina, to obdelujejo in si spravi zraven eno dodano vrednost ustvarjajo čez mesec sama. To je ena izmed opcij kooperativ, potem zaledje Pohorje nam omogoča in daje možnost energetske samooskrbe, se pravi te izkoriščanje, se pravi lesne biomase. In to nekako smo takrat prepoznali že po tistem prvem razvojnem forumu, ki smo ga imeli decembra lani. To bomo povedali, da zopet je bil častni pokrovitelj gospod Ivo Vajgl, nekaj utrinkov iz tega foruma. Ne povem, mogoče sem ostala pri tej sliki. Tukaj imamo sok aronije. Aronija je zadnje čase prepoznana kot ena izmed medicinsko-farmacevtskih fenomenov v smislu, kaj se da iz njih dobiti in kako nezahtevna je za pridelavo samo in pa predelavo. Skratka, mi smo v zadrugi naredili nekako teoretičen model pridelovanja te aronije. Torej, če se bo našli posamezniki, ki imajo neke prisojne površine, ki so idealne za pridelavo in predelavo, mislim, predvsem pridelavo aronije, da se nekako lahko v zadrugi, s pomočjo zadruge pridejo do sadika aronije in celotnega izobraževalnega sistema, da nekako v 5 do 10 letih postanejo s to aronijo, ki je pomišljena, ta pilotni projekt na hektaru, tako samozadostni, da lahko tega živijo. Torej samo s tem produktom. Takrat je bila tudi predstavljena ta aronija, ki je ne samo, da je kot tak, ampak je tudi dobrega okusa. Vemo pa, da na celotnem območju Evropske unije je premalo se tudi naredilo. Tako tu je skozi zadrugo potem bil predstavljen tudi model ne samo pridelave, ampak tudi 100% odkupa aronije. Ne povem, da skozi lokalno razvojni forum, ki smo ga imeli, smo še nekako zbirali te prve interesente, ki bi se bili pripravljeni združiti z namenom, da se ustanovijo te kratke verige po eni strani, torej verige od njive do mize in pa seveda da se združijo vsi ti lokalni manjši akteri, pridelovalci in tako smo čez to obdobje enega meseca, potem po tisti delavnici, ko smo malo ljudi spraševali, naredili že
delavnico na temo zadružništva, da smo, se pravi, tem interesentom, ki so pokazali večji interes, predstavili tudi obliko združevanja, in to je zadružništvo. Takrat je bilo, smo imeli delavnico, bilo je, mislim, da nekje med 15 in 20 je bilo teh lokalnih pridelovalcev in pridelovalcev, ki so tudi predstavili se že dejansko, s čim se ukvarjajo, na kak način vidijo svojo integriranost v to obliko združevanja, se pravi v zadružništvu samo. Tu bi pa zdaj omenila ta projekt z moje dežele. Vsi vemo, veliko, ki se s tem socialnim podjetništvom srečujemo, da imamo v Sloveniji trenutno registriranih 21 socialnih podjetij, ki precej od teh je enostavno podlagi nekega projekta ali pa skozi nek projekt in tudi naša zadruga, ki pa je bistveno širše potem bila tudi nastavljena, podeljena kot projekt sam zahteva, je nastala skozi projekt Smilja doma v deželi, prej sem ga omenila. Tukaj je prav, da se ga pove, ker je ta projekt v bistvu nosilna, zaenkrat nosilna sila tega celotnega kompleksa, če bomo rekli, pač naše vizije postavljene zadruge. Seveda cilj projekta zagotoviti nizkomaržne prodajne kanale na načelih pravične trgovine. Tu se lahko zopet naslonimo nazaj na vprašanje poštene cene. Naj povemo, da pri nas zasledujemo pošteno ceno, ki jo predvsem postavi pridelovalec in predelovalec, se pravi lastnik izdelka. Se strinjam, da bi mogel v skladu z zadrugo samo, ampak na začetku je pač tako, da mi skušamo skozi videnje njegove postavitve, ker vsi ti pridelovalci, ki so pri nas pridruženi v zadrugo, že imajo neke tržne kanale svoje. Mi pač skušamo ta neke tržne kanale širiti skozi svojo zadružno mrežo, kjer se bomo pač potem mi tržili in prodajali in nekako za tega ohranimo njihovo ceno. Tule malo prodajno ceno in si za sebe pač potem v smislu rabata minimalnega, da tudi potrošnik dobi konec koncev tisto ceno, ki je postavil pridelovalec, mi pa potem najmanjšo možno maržo, da je nekako vzdržna, da bi lahko nosila vse stroške delovanja same zadruge. No, potem tu so pisani kje po našem principu, ki smo tudi v svoja merila delovanja upoštevali, kdo so pridelovalci in kaj bodo pridelovalci predstavljali znotraj naše kooperative. Torej vsi tisti, ki imajo neke viške, ki so jih pripravljeni, bodi si skozi naš kanal prodati, se pravi zadružni kanal, vse, kar se zadruga loteva, kupa in da tudi sami še naprej skozi svoje modele dosedanje prodajajo. Tako tudi predelovalci, vemo, da trgovina kakršnakoli ne bo, pa tudi če to zadružna, mora imeti izdelke, ki so certificirani, torej ne gre kar pobrati od vsakega, če ravno bi rad dal vsakemu priliko, da se nahaja na polici, tega ne moreš narediti, se pravi, da mora biti izdelki registrirani, certificirani in tako naprej. Manji potrošniki, to je tudi izziv, pravzaprav cilj, da v zadrugi združimo tudi potrošnike, v smislu, da postanejo aktivni zadružni člani in skozi njihovo porabo, se pravi, skozi tega, da postanejo potrošniki tudi aktivno zdravo sodelujo pri oblikovanju, postavljanju cene in pa potem seveda, da tudi kupujejo konstanco zadrugi sami. Veliki potrošniki, to je zopet podobna zadeva, kot ima zadruga Dobrina, to so javne zadruge, vrtce, šole, vse javne ustanove, domi za, se pravi, pokojence, za starejše ljudi, obrati z gostinsko prehrano, skratka, segmenti, tukaj se obsežni. To so pa tisti, ki so znotraj še same zadruge, delavci. To smo za izvajanje projekta dobili možnost zaposlitve, tu se tudi potem malo zataknilo skozi aktivno politiko zaposlovanja. Ne povem, da smo tudi vložili kar precej naporov, kot je omenila kolegica, največji problem so človeški viri, pravi financiranje človeških virov.
nekaj nas je entuzijastov, ki to delamo, ne. Dejstvo pa je, da je treba, vsi niso, ne, in da je treba nekako ljudi tudi spodbuditi oziroma najti primerno aktivno politiko ali pa neke vire financiranja, ne, da se dejansko lahko zadeve potekajo, ne da bi se mogel spoštovati. Zopet moram nabrati denara, pa ne bomo imeli denarja, potem slabo bolj z te strani ustvarjati med zaposlenimi samimi, ne. Tu pač mora biti en del, na katerega bi odpadlo najmanj skrbi, ne. Če bi bilo tudi, mislim, pač zastavljeno tako, da bi suportiral, spravi tako okolje, zato treba napiti, v ime. Druga delavnica, ki smo jo v tem času, ko smo čakali na registracijo zadruge in socialnega podjetja, naredili, je pa bilo že predstavitev pridelkov, torej to je bilo pa že čist na praktičnem nivoju. Tisti, ki so pa že se odločili, da postanejo člani zadruge, so tudi se predstavili, s katerimi pridelki in predelanimi stvarmi, izdelki se bodo priključili sami zadrugi. In tukaj smo slikani na posestvu enega od naših zadružnikov, ki je tudi integrirano kmetijstvo ima, ki deluje v rastlinjakih in je skratka tudi naš trenutno največji dobavitelj sveže zelenjave. En zelo odmeven sejem smo naredili 17. avgusta na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah, in sicer sejem socialnega podjetništva, ki smo ga imeli tudi sejem pridne roke, kjer so se predstavile socialne podjetja iz cele Slovenije. Smo navdušeni nad odzivom. Tisto popoldne se je trlo ljudi na mestnem kopališču, kjer smo imeli postavljeni več kot 15 stojnic, in tukaj so pač lahko vidno tudi napisani tisti, ki so se odzvali našemu povabilu, skratka, da je imel sejem res tak konceptualni in potem tudi odmevno bil sprejet, so pač prepoznali tudi dobrega, tudi list so bili udeleženi in kolegi z ekosocialne kmetije Korenika. Tu so naši prvi zabojčki naše zadruge. Na tak način smo se predstavili na mestnem kopališču. To pa nekaj utrinkov, potem tudi vse polno stojnic iz ekosocialne kmetije Korenika. In pa zadnja mogoče stvar, ki se je zgodila nedavno nazaj, je odprtje trgovinice, lokalno pridelano in predelano hrano, bio in neko izdelki. Imamo trenutno 10 dobaviteljev, to je pa za stvar, ki dejansko živi, ki se je prinesla iz teorije v prakso in na kateri trenutno zelo aktivno delamo, da jo spravimo v pogon, da jo živimo in da verjamem nekje v 18-14 mesecih nosi novo delovno mesto. Zaenkrat, če živi samo celo? Ne, trgovinica z moje dežele v bistvu je odprla vrata, ne še čisto uradno, ker imamo še tudi vezano spletno stran, ampak v Slovenskih Konjicah smo odpirali stari trg, se pravi, je sploh potekala inovacija starega trga in sploh po tega smo odprli vrata, zato da smo potrošnike osvestili, da se nekaj na tem koncu dogaja. Tukaj smo skozi projekt imeli priliko in smo zaposlili enega invalida, fanta, ki skrbi za vizualno podobo, spravi kooperative, potem za spletne strani, skratka za grafično in pa vizualno podobo. Imeli smo pa tudi 2 punce, tu nam je mogoče popadla ta aktivna politika zaposlovanja, ki sta skratka bile mišljene delati v trgovinici in pa na terenu. Vemo, da je treba potem tudi pridelovalce, pa ne samo da razvažajo, tudi pridelovalce in predelovalce je treba povezati in še bolj jih pritegniti v to, da se bo člani v zadruge in dejansko svoje pridelke tudi prodajali preko zadružnega kanala, ampak to je spoznalo, se pravi, da v danem momentu, ko bi mogli biti skozi program vzpostavljanja delovnega mesta in pa program zaposlenih, to potem ni bilo potrjeno strani zavoda in nekako tu zdaj probamo punca, tista, ki je bila na programu, tudi so zdaj pripravljena tudi volontersko oddelati, ker so pač te stvari dobre
in pa znotraj samih zadružnikov nas, da si bomo sestavili nek termin, pa ne vem, nek urnik, da bomo sami oddelali noter, dokler ne bomo. Jaz upam, da skozi neko novo obliko aktivne politike zaposlovanja, če spet do kakega zaposlenega, kako zvedno znotraj naše trgovinice. Kje imajo še kot vaše, še ne? Za enkrat, to je to, kar sem govorila, da se spopadamo postaviti tudi turizem in sicer tudi s programom, enega smo prijavili, da bomo za določene ciljne skupine marginalno, če lahko to rečemo v smislu tega, da pač ima handicap pri enem, da smo stvari, ki ne morajo upravljati, na tak način probali razviti blagovno znamko svojega mesta. To pa ni tabula rasa, kupa energetska samooskrba, ker nič ni napisano, ampak ne povem, da je zdaj potekalo eno združenje vseh teh društvo je nastalo ljubiteljev in pa lastnikov gozdov in znotraj naših zadružnikov imamo tudi enega zadružnika, ki se bo dejansko s tem ukvarjal, da bo poskušal zadružništvo kot model upeljati med njih, se pravi na podlagi tega, ko smo se prepogovarjali mestne biomase. To bi bilo zaenkrat z moje strani, zdaj pa lahko tudi kako konkretno vprašanje. Zanimivo, kar manj zaskrbljujoče so na oni strani hribov pri dneh, če poznamo štajerske odcepitvene težnje, se bodo najprej samo skrbno vsem usvojili, pa se pa še vse vprašali na strani. Ne vem, kaj še eno vprašanje z gospod Blanko iz socialnega podjetja Skonic. Jaz bi imel v bistvu bolj komentar. Sašo Nožič Serini, Razvojni svet Lura in mreža nevladnih organizacij v Srednje Slovenije. Predvsem bi tukaj v bistvu pogrešal neko sistemsko ureditev. Rekli ste, da vi greste pač do javnih zavodov in dobra praksa ste se pač zmenila. Ampak ni nobene sistemske ureditve srednje države. Tako da v bistvu ste prepuščeni dobri volji teh javnih zavodov. Tukaj ni občina, ni država, ne dajo nobene smernice. In predvsem to pogrešam, tako da jaz v bistvu vam svetujem lobiranje na tem področju. Hvala. Jaz bom tako rekla, prej smo se s kolegico pogovarjali pred tem drugim modulom, da ko je kolega Nenad povedal za vse stvari, ki se pripravljajo na ministrstvu, postane človek dobro volje, koliko vsega je pripravljen, kak paket se pripravlja in koliko enih stvari lahko pričakujemo. Vemo, da v praksi potem dostikrat pade to ali pa ni jih čist na tak način. Zato v tem segmentu, ko ste vi rekli javni zavodi in javne ustanove, je dobro tudi osveščanje, ker ta pa je, osveščenost pa je visoka med nas potrošniki, med nami je. In iz tega razloga, po moje, tudi in pa so družbeno odgovorni in pa pokažejo nek ta socialni čut, da na tak način je njim uspelo, pa upam, da tudi nama, sistemsko pa ni. Hvala, še v bistvu nekaj, tudi en komentar, prej ste rekli, da v bistvu ti razpisi govorijo o 10 in več hektarjih, o tukaj in tukaj, pa vemo, da v Sloveniji je poprečno v bistvu 4,5 hektarja. Torej, o čem mi sploh govorimo? Nekdo pripravlja te razpise? Je to bil evropski razpis? Zakonodaja je v veliki, se bojim, to me zanima. Naš razpis, kaj sploh? Pisano na kože v velikih. Ali pa tako, ali je to priprava terena za multinacionalke, ki so še večje, ampak mislim, da se soočate s tem, da je pač zakonodaja ni majhnemu človeku ali pa majhnemu prebivalcu naklonjena, ampak predvsem tisti, ki nimajo ravno trajnostnega ekološkega načina. Ne vem, se nam je pridružil, mislim, da se nam je pridružil tudi gospod Sani Ukrepič iz skupnosti urbanih vrtov. Združite se nam tukaj, bote kar povedal, koliko ste imeli težave s pripričevanjem ljudi, sploh proizvajalcev, da so se vam pridružili. Zato tega, ker imajo iz preteklosti različne v večini slabe izkušnje in so precej nezaupljivi. Zdaj so bili navajeni, da se v večji meri lahko zanesli res bolj samo sami nas. Pa še vedno individualizem je blazno prisotna. Po eni strani je to, ker so se v vsem tem obdobju
ne neka tranzicija prek tega, da je šlo iz neke zadružništva potem v te kapitalistične sfere in te gospodarske forme podjetništva, ki so temeljile na kapitalu, si je kmet sam našel, spravi svoj tržni kanal. Pri nas je najtežje prepričevati konvencionalne kmete. Se pravi, oni, če že ne prodajo na hofu, ne spravi na svojem dvorišču, potem si najde neke kanale, ki so bodi si tržnica ali pa kakve prireditve ali pa kaj takega, da te svoje viške nekako proda. Zelo velik del ljudem ima pa kar že na kmetiji sam. Kmet tudi konc koncev ne prodaja. Tako da zato je pri nas ciljno to, da dobimo te manjše predelovalce, ki imajo mogoče manjšo kmetijo ali pa se ukvarjajo z tem malo večjim vrtičkarstvom, pa več malo nivo, potem predelujejo in tistim, ki so pripravljeni se na novo iz tega, se pravi, da dodajo svojemu obstoječemu prihodku, pa tudi ne prihodku. Ampak predvidevam, da se zmanjšuje ta ekološki rak, pa ta vsaj podrosko, če ste recimo še uspeli z ničle na 25 lepo kmetij. Pripričati ljudi, da so se usmeriti v to, ne? Ja, na začetku je pa res bilo težko. Tako pravi kolegica, to prepričanje oziroma slabe izkušnje iz preteklosti se poznajo, ampak jaz bom rekla tak, kmetje kakorkoli so tradicionalni in imajo svoje prepričanja, če ne bi bili taki, ne bi preživeli vso to zgodovino, ki je za nami. To je pa tudi ena zadeva, ki se moramo zavedati. In rabijo kar nekaj časa, da potem naredijo korak. Zaenkrat pa potem, ko uspeš z nekimi dobrimi primeri oziroma ko se neka stvar proda in se dobro proda, pa potem konec konca tudi kmetje od tega živijo. In ko vidijo priložnost, je veliko lažje potem naprej. Verjetno, da tisti, ki se vam pridružijo od tega, še niso obžalovali, pa vidijo, da... Zaenkrat še ne. Ko so ljudje odprti, recimo sploh tam teh nekih pohorjev, ko sem v sami izkušnji, da smo pred leti bila eno etnološko raziskavo o starih obrteh, tam v Srečnem pohorju, tam smo bili nastanjeni. In so posod so nas prijeli odprtih rok, ampak ko smo rekli, da pa stare obrti raziskujemo, so tako vsi korak nazaj, a ste od davkarije, če ko smo razložili, da nismo, so vse pokazali, kako so stare cokle, da razne ste dobili. So ljudje zaradi slabih izkušenj. Zdaj pa mislim, da se bomo sprehodili že lahko po mariborskih urbanih vrtovih. Bude povedal. Najprej hvala za povabilo. Moje ime je Sanjo Kritiče-Sobegovič, jaz sem bil projektant teh vrtov. Istočasno sem tudi en izmed vrtičkarjev na tem vrtu skupnostnem. Zdaj vam nekaj prvo predstaviti to celo zgodbo, kako so ti vrtovi nastali in kako funkcionirajo in kakšne so recimo neke poti za naprej. To je samo to, kar se v socialnem podjetništvu pogovarjamo, je to tudi del programa socialnega podjetništva. Bom zdaj se razložil. Skratka, v letu 2012, kot veste, smo pač bili Evropska prestolnica kulture. Ideja je bila, da se v sklopu teh kulturnih programov, da se pravijo tudi ti socialni programi. Ti socialni programi so imeli nekak streho pod tem sklopom urbane brazde. V sklopu urbanih brazd so bili zajeti notri, se pravi, ti naši skupnostni vrtovi, potem recimo zadruga Dobrina, Mariborska kolesarska mreža, kar nekaj teh programov. Ni na ključe, zato ker Maribor, kljub temu, da je recimo drugo največje slovensko mesto, je po povprečnih prihodkih na prebivalca, mislim, na 170. mestu kot občina v Sloveniji. In to je kar zaskrbljujoče, ker pač te tranzicije z tega industrijskega mesta, tipično industrijskega mesta, nekako nismo uspeli nekako speljati kvalitetno. Se pravi, en izmed teh programov je bil pač zagotavljanje oziroma organizacija skupnostnih urbanih vrtov.
Ker zdaj vrtički kot taki po Mariboru so že, ne, in ti so ponovadi so zelo stihijski, ne, se pravi, ali so na črno, ali so celo pod nekim okriljem občine, recimo. Skupni imenovalec je ta, da vsi skupaj izgledajo kot ena velika degradacija, arhitekturna degradacija prostora, ne, se pravi, to odlagališče dobesedno odpadnega gradbenega materiala. Zato, ker ti ljudje kot prvo niso pri nekih sredstvih strašni, da bi se malo nekaj spodobnega uredili, kot drugo pa vedno živijo v tem nekem strahu, koliko časa bo še oni lahko na teh vrtovih, da bi jih morali odstraniti in zaradi tega to hočejo nekaj investirati. Se pravi, naša ideja je bila, se pravi, spostaviti en vrt, ki bo, kar se tiče objektov, nekako enoten in pa predvsem skupnostni, se pravi, ni solirani. Se pravi, ker vsi ti vrtovi, ki so recimo po Mariboru, pa tudi verjetno drugod po Sloveniji, vsi ti vrtovi, uporabniki si na svoj vrt postavijo svoj lastni objekt in to je potem njihova mala parcela, to je njihov mali vikend, kjer oni preživljajo svoj prosti čas in ni tega povezovanja med njimi. Dobro, zdaj, če zdaj štartamo pri tej naši zgodbi, lokacija, ki smo dobili od občine, je bila na robu ene večstanovanjske soseske, tako imenovane Borova vas, to je južni del Maribora, kjer živi praktično 90% vseh ljudi, vseh Mariborčanov v mestu. Vas ti mogoče kakšno nas ga predajo? Jo, bomo tako pokazali. Skratka, ta naša lokacija je tukaj, ne? Se pravi, to je ena nova podjetnica, to je to stanovanjsko naselje, o katerem si govoril. To je samo začetek, da tukaj potem je nova vas, to se še razprostira. Ta naša lokacija je pa tukaj, ne? Se pravi, od cesti in od Pekerskem potoku. To je potok, ki v bistvu teče po robu te stanovanjske zazidave. Tukaj v bistvu nastava eno tako sprehajališče, divje. Vse imamo že 20 let neke razne projekte, kako bi se to uredilo, neko sprehajalno cono. Do realizacije še ni prišlo, ampak stvar dejansko funkcionira. Območje je veliko, 1,1 hektar. Želja naročnika je bila, da bi na tem vrtu spostavili 64 vrtov po 100 kvadratnih metrov. Dobro, zdaj najprej se bomo sprehodili skozi samo izvedbo projekta kot tako, ne? Zdaj tisto vsebinsko, pa oblikovno, tisto bomo potem se vrnili. Se pravi, prvi korak je bil pač najti interesente, ne? Zdaj ta naša ekipa je recimo pač v neposredni bližini, zato ker pač ideja je bila, da zdaj ti vrtovi da servisirajo samo to Borovo vas, se pravi tole naselje, ki smo ga prej videli. To so pač delili neke letake po nabiralnikih. Zdaj pričakovali smo ogromno odziva, ampak ga ni bilo, ne? Tako da predpostavljamo, da so ljudje bili malo skeptični, ne? Da zdaj bo kar nekaj njim nekaj zaston dal, pa vrt, pa objekt. Tako da na koncu je spadlo, da so najemniki vrtov v bistvu iz celega Maribora, ne? Se pravi, niso samo ljudje, ki tukaj živijo v neposredni bližini. Sestavni del realizacije tega projekta so bila tudi predavanja. Teh predavanj je bilo kar nekaj, tudi gospodin Lojka je imela eno izmed predavanj. Skratka, mi smo štartali pač na ekološko vrtnarjenje, ne? Zato ker vsi ostali vrtički, ki so po Mariboru, nimajo nobenih pogojev glede neke kvalitete vrtnarjenja. Mi smo štartali na to, da bo to izključno ekološko vrtnarjenje. Se pravi, vse te ljudi, ki še niso imeli vrtov, ki so bili samo pač na tem spisku, recimo, ne, je bilo treba prvo izobraziti. Se pravi, mi smo to že štartali v jeseni 2011, tam nekje do pomladi 2012 so bila ta predavanja, pa še kasneje so bila. Se pravi, da se ljudje izobrazili na področju vrtnarjenja samega, se pravi pač neke čisto osnove, z področja ekološke pridelave, potem tudi recimo permakulture, biodinamike, pač vsega, kar je sorodnega. Zdaj, pogoj za biti član društva in imeti vrt je tudi to, da pač riskiraš nekaj svojega časa za neke skupne delovne akcije, se pravi v dobrobit skupnosti, da tako rečem. Se pravi, zdaj na tej lokaciji je bilo potrebno čiščenje, ta lokacija je v osnovi njiva, v občinski lasti, kmetijsko zemljišče, ki pa mislim, da njih 5 let ni bilo sploh v uporabi. Se pravi, to je bilo čisto zaraslo z pirnico, to je pač en plevel, taki zelo trdovratno z globokimi koreninami. Skratka, lokacijo je bilo treba očistiti, preorati, dobro, mi je nismo preorali, to smo dali vernikom zadelati. Tudi okolica se je očistila, recimo te lokacije. In potem sestavni del teh delovnih akcij je bilo poličenje, se pravi pač na osnovi mojega načrta, tistega urbanističnega, se pravi, ki bodo poti, ki bodo parcele,
so pač ljudje z tistimi vrmi, z kolji, z metri, so pač tam cele dneve letali okoli in pač zakolišili te parcele, zasadili vse ta drevesa, grmičevje, pa tudi v sklopu te akcije je bilo tudi postavljanje tega otroškega igrala. Potem, kasneje je sledila postavitev teh objektov, se pravi lop za hrambo orodja, postavitev skupnostnega objekta in pa tudi kasneje, ko je bil v bistvu že projekt vse finančno strani EPK-ja zaključen, potem tudi izvedba vodovodnega priključka, ki so potem pač vrtičkarji sami organizirali in izvedli. Zdaj, glede samih formalnosti, cel vrt pač funkcionira pod okriljem društva Urbani Ekovrt, tako se je poimenoval. Tako da v bistvu vsi vrtičkarji imajo pač pogodbo z društvom in potem ima društvo z občino eno samo pogodbo o najemu. Ker vsi ostali vrtovi, ki so v Mariboru, tisti, ki so legalno, ki niso na črno, tisti morajo potem pač individualno reševati te pogodbe in to je za občino pač za to javno podjetje za gospodarjenje stavbnimi zemljišči eno veliko breme, predvsem časovno, pa organizacijsko. Tako da že tukaj recimo občini tako rečem, da gremo malo nasproti, da malo lajšamo delo. Se pravi, potrebno je bilo ustanoviti društvo, izvoliti predsednika, sestaviti vrtni odbor, sprejeti pravilnik o delovanju skupnostnega urbanega vrta. Zdaj, statut sam je ta ekipa v sklopu urbanih brazd je že naprej pripravljena. Statut smo pripravili na osnovi praksi iz tujine, iz celega sveta. Mislim, da je ta ekipa pregledala vsaj 50 pravilnikov teh vrtov po svetu. Na osnovi tega smo sestavili statut in pravilnik, s tem, da pri samem pravilniku smo ljudem še dali neki mali manevrski prostor možnosti soodločanja. Zdaj nismo si želeli preveč demokracije, ne me narobe razumeti, iz preprostega razloga, ker je preveč ljudi. Se pravi, če se mi pogovarjamo o 64 najemnikih, kasneje je bilo tudi dejansko še več, je praktično nemogoče v nekem normalnem času zdaj to uskladiti vse njihove želje, da bi prišli do neke pogodbe, s katero bi se zdaj vsi strinjali. Čeprav dobro zdaj tudi na to takšna kot je, ni za nekih večjih pripomb, poleg tega je tako in tako to živa stvar, se pravi nekaj, kar se še vedno lahko spreminja. Naslednji korak je bil pač sklenitev te najemne pogodbe z občino za zemljišče. Zdaj lahko vam recimo konkretno povem, glede na to, da je to kmetijsko zemljišče, je zelo ugoden najem. Za ta 1,1 hektar mislim, da plačujemo na letni ravni nekih 180 evrov. Recimo, ko se to porazdeli med vse uporabnike, je to zelo majhen znesek. Občina je zahtevala, ker smo pač prišli z programom ekološkega vrtnarjenja, da se letno, da se pridobiva tale certifikat tega univerzitetnega kmetijskega centra, fakultete za kmetijstvo. To je v bistvu največji strošek, ki ga imamo na vrtu. Se pravi, pač oni izvajajo monitoring, se pravi, pač enkrat letno vzamejo naključne vzorce z različnih vrtov, da pač preverijo, da niso tu zdaj spet neka kemija noter prisotna v zemlji. Zdaj, glede na to, da gre tukaj za kmetijsko zemljišče, tukaj gradnja kot taka klasična sploh ni možna postavitev enostavnih, nezahtevnih objektov. Mi smo morali pridobiti za tale skupnostni objekt, smo morali pridobiti gradbeno dovoljenje, pač kot za nezahteven objekt. Slov sem prosim, eno vodo. Kaj? Eno vodo, če ste prijazni. Dobro, zdaj, če je tukaj recimo prisotni iz kakšne občine, bi bilo dobro, da še njih malo nagovorim, ker zdaj tak je, zdaj pri teh nezahtevnih pa enostavnih objektih je kar cel cirkus v naši državi. Mi smo recimo tale naš objekt, skupnostni objekt, ki je čisto namenjen vrtnarjenju, smo ga pač legalno spravili do gradbenega dovoljenja kot skede. Kar sicer da rečem pravno formalno se pije vodo, ampak vsebinsko pa vemo, da to ni to. Se pravi, glede na to, da je bila občina cel čas sodelovala z nami, oziroma bolj bi z njo, bi se toliko lahko pripravila akte, da bi lahko dejansko pridobili gradbeno dovoljenje za tisto, kar smo dejansko predstavljali. Se pravi, da gremo vidno nekih obvoznic iskati.
Dobro, zdaj bi malo razložil tole zasnovo celega območja, pač z mojega vidika arhitekta, urbanista. Zdaj, glede na to, da je bila želja pač postaviti 64 parcel po 100 kvadratov in 8 glob za hranjenje orodja, smo mi to sestavili v tako zvane ansamble, smo mi to imenovali, se pravi po 8 parcel je skupaj združenih in 8 parcel si deli eno lopo za hranjenje orodja. To so ti modri objekti, ki jih tukaj vidite, te točkice. Zdaj, sama hrbtenica ureditve, da tako rečem, je ta glavna promenada. Območje ima dva vhoda, tukaj tista glavna cesta, ki ste prej videli. Mislim, da tam nima za nekega klasičnega izvoza, tako rečem, se pravi tukaj pač v bistvu en zavoj, potem je ta cesta naprej proti Pekrski dvorci. In se pravi imamo vhode tukaj za pešce kolesarje in tukaj imamo vhod za tiste, ki pridejo eventualno z avtomobili. Zdaj, kot sem rekel, naša ideja je bila, da pač ta vrt služi samo tem ljudem, ki živijo tukaj v teh blokih stanovanjskih. Zdaj, zgodilo se je to, da prihajajo vse posod in zdaj marsikdo prihaja z avtomobilom, kar nismo hoteli. Mi smo želeli, da ljudje prihajajo peš, da prihajajo z kolesi, da prihajajo z avtomobilom, recimo samo mora nekaj večjega prinesti, da pač parkirajo, tisto predstavijo v lopo in potem omaknejo svoje avtomobile. Tako da zdaj pač realnost je taka, da ljudje večinoma tukaj parkirajo ali pa tukaj v tej ulici. V sklopu same ureditve so predvideni tudi tele invalidske gredice, te so tukaj. Zato je bilo mišljeno, da so tukaj dva parkirišča, kjer ljudje lahko pač invalidi parkirajo, ker pač morajo za avtomobili priti in da so potem njihove gredice, da so čim bliže. Zdaj, tako se nekaj prej, predviden je bil tudi skupni objekt, oziroma skupnostni objekt, da tako rečem, in pa otroško igrišče. Zdaj z mojim naročnikom Matejem Zonkom, ki je bil pač nekak predstavnik urbanih tras in vodja projekta urbanih vrtov. Tu sem bil na začetku malih kratkih stik, zato ker me več čas strajal, da pač to mora biti zgoraj. Jaz sem pravil, da ta zadeva mora biti na sredini. Spremem, če imaš otroško igrišče, mora biti čim bolj centralno, da lahko vsi, ki so na vrtih, da lahko vidijo svoje otroke. Zdaj, da tako rečem, po slovenski tradiciji nam je zagodo najprej sosed. Zdaj človek ima tukaj parcelo, ki smo nima objekta na njej, ki je strajal na tem, da njemu pripada 8-metrski pas severni. Zato, ker on se tukaj vozi na svojo parcelo, da on nima drugega dostopa, dejstvo, da ima tukaj svojo cesto. Skratka, on nam je požel kar nekaj mesecev pri naši realizaciji, tako da zaradi tega, ker nismo vedeli, kaj se bo s tem območjem zgodilo, dobro se logično, potem na sodišču smo mi dobili to pravdo, in smo lahko koristili celo območje. Zaradi tega smo potem pač čakali s tem, smo rekli, da je pač to zgornjo območje rezervirano za skupnostni objekt, zdaj pač bo kakršen bo, oziroma pač koliko bo ostalo zemlje. Hvala Bogu, da parcela ostala v enem kosu, da tako rečem. Ja, to je to. Skratka, pač to je pač razlog, zakaj je ta skupnostni objekt čisto na severu. Zdaj, kaj se tiče same krajinske zasnove, mi smo pač se nekako se trudili, da to niso zdaj samo vrtovi tisti, ki so zeleni, ampak da je tu še neko dodatno zelenje. Zelenje, ki je koristno, tako rečem, se pravi sadna drevesa in pa tele grmovnice oziroma jagodičeve. Se pravi, zdaj z tega krajinskega vidika, zdaj mi tukaj za severne strani, to so tako in tako, tukaj so ograje teh sosedov zgornjih, tukaj bi se nič nismo posegali. Nekako smo se trudili, da ohranimo vse tista drevesa, ki so bila na parceli. To so bile te češnje, recimo tukaj na tem robu, tukaj je stal en oreh, tega smo pustili, smo ga v bistvu vkomponirali v to arhitekturo tega skupnostnega objekta, tu smo recimo en dvor imeli, pa potem so bile še neke češnje vmes, pa jablane, tako da vsa ta drevesa, ki so bila vrednejša, tista smo pustili. Zdaj, tako kot sem prej začel, se pravi, nekako logistično gledano, to je glavna os, to je tim upravljeno promenade, recimo. Ob tej promenadi so nanizani, na severnem delu so te cvetlične grede, ki jih ljudje morajo skupaj obdelovati, in pa potem na južnem delu, v bistvu je ena taka kompozicija nekega grmičevja, to je tukaj dobro vidno, se pravi cvetlične grede v poti, potem pa z druge strani neko grmičevje, se pravi, to so maline, rodite, ribes, podobno, eno sadno drevo in ena klopca. Poleg vsakega te lope za hranjenje orodja imamo tudi zelo eno sadno drevo posajeno, potem pa kot v bistvu ena specialiteta, okoli celega območja je z notranje strani zasajeno to isto grmičevje sadno, se pravi,
Ob tem Pekerskem potoku, kjer pa je to sprehajališče, kjer vsi ti ljudje iz teh stanovanjskih blokov pač se tukaj sprehajajo po teh Pekerskih gorci, smo pa na zunanji strani ograje, smo v bistvu postavili to sadno drevje. Tu so češnje, slive, jablane, hruške. To je bila v bistvu ena ideja, še iz časa Marije Terezije. Ona je takrat zapovedala, da v vseh teh javnih poteh je treba sadno drevje oziroma jablane saditi. Tako smo v bistvu naredili, se pravi, uporabniki vrta v bistvu skrbijo za nekaj, kar ni njihovo, to je v bistvu, da reče kot neki davek, za to, da so tukaj. Se pravi, da ti sprehajalci, ko bo ta drevesa se razrasla, bo dejansko lahko sami si pobirali te plodove. Kaj se tiče same arhitekture objektov, to je za neke velike znanosti, mi smo pač hteli narediti objekte, ki so čim bolj enostavni, na točkovnih temeljih, montažne gradnje, na stebrih, ki je v bistvu samo podeskana z temi lesenimi deskami. Zdaj, vsaka lopa ima 4 tako imenovane bokse. Zdaj, tukaj se malo slabo vidi, ker je svetla. Ampak dobro, se pravi, pač to so 4 bokse. Zdaj, osnovno je bilo mišljeno, da bi vsak, da si po 2 vrtičkarja, da se delita eno lopo. Ko smo mi delili te parcele, se je izkazalo, da marsikdo nima potrebe, niti želje imeti 100 kvadratnih metrov. Tako da smo marsikateri dosti parcele smo razdelili na polovico, na 2x50 kvadratov. Tako da za vse vrtičkarje skupaj je, mislim, da 81, če se ne motim. Tako da zdaj pač v enem tem boksu so pač recimo tudi po 3, recimo noter. Se pravi pač prostori za orodje, potem je en skupni prostor, v katerem je tale zagovornik deževnice, ki zbira to vodo iz trešine, pa potem še preostanek je potem za neko skupno orodje in pa potem pod pergolo ena klop za posedanje. Krajinsko gledano smo to južno steno teh objektov, smo nastavili pač tole rešetko, tako bomo pravimo, po kateri je ta ledinska prta in pa potem za tole pergolo pa še tale pergolarski kivi, se pravi, da bo dolgoročno dajo senco in da bomo odpili nekaj njega. To je za tale skupnostni objekt, zdaj pač koliko se vidi. Zdaj tak je, to je zunanji del, se pravi, to je terasa, to je tale v bistvu odprtina v tlaku, da tako rečem, skozi tega rasti tale orek obstoječ. To je tale glavni prostor, ki je v bistvu mišljen kot predavalnica. Predavalnica pa za te izobraževanja, ki so še vedno trajajo. Noter so potem dvojne sanitarije, moške ženske, ki so istočasno so na nulti koti, se pravi, da so dostopni tudi za invalide, in pa potem 3500 litrski zavarovalnik za deževnico. Vsi objekti so na točkovnih temeljih in so dvigeni od totala, se pravi, da je pod vsakim objektom je cirka 15-20 cm še zraka, tako da v bistvu narava te svoje cikluse odvodnjavanja vode, v bistvu lahko še vedno neprekinjeno izvaja. Zdaj bomo spustili še eno animacijo, potem interneco, pač v bistvu, ko smo še bili v fazi projektiranja, tako da boste dobili en taki generalni pregled nad območjem. Vidi se? Kjer boš ti? Zdaj se vrti, tako nič, ne? A mogoče pa treba tole in videti, ne? Mogoče razno ne pride očava. Tema, ne? Dobro, ok, se bomo preživeli tudi bez tega. Vsi bomo v sliki. Lepa animacija, ne? Verjamem na besedo. Najdete čez leto. Pa pogledam realizacijo, če bo zanimivo mogoče. Ja, to ste vedno vsi vabljeni. Mali bo. Tako vse odpovedati. Zaštekamo. Zaprite pa še enkrat, zaprite. Prosim? Zaprite pa, to je pa še enkrat proti odpred.
več z leve strani, pa skupnostni objekt. To so dvigne krede, so se invalide, izrazito so funkcije za... No, tako pa zgleda to zdaj pač v realnosti, ne? Se pravi, ko je izvedeno, že zelenjava pride raste. To je recimo tole otroško igrišče, ki smo ga skupaj sestavljali, ne? Se pravi, pač, ker zdaj to bi bili občinski mlad, ne? Pa vseeno se čutili odgovorni, da ne razsipavamo tukaj, se pravi, tudi objekti so pač enostavni, koliko se da, brez nekega luksuza strašnega. In otroška igrala smo recimo, to smo zdaj v eni firmi, mislim, da iz Vrhnike, ki pač prodaja kompletne, se pravi, okove z načrti, pa za svojim lesom kombiniranim. Tudi smo to prime, mislim, skoraj mesec sestavljali za naše otroke. Pa še nekaj pogledam. Dobro, zdaj, če nadaljujem zdaj to zgodbo, se pravi, ta vrt je, hvala Bogu, je uspešno zaživel. Včeraj smo imeli tudi premiero v Mariboru filma, zelo dokumentarnega filma Zelena utopija. Zelo zločen film pač o nastanku tega vrta. Drugače pa smo v pogovoru z občino za nove vrtove. Zdaj, kot veste, lansko zimo smo imeli revolucijo v Mariboru, ki nam je prinesla novega župana spomladi. Ta novi župan je v enem izmed intervjujev kot izpostavil kot največji presežek EPK-ja, oziroma Evropske prestolnice kulture, ravno ta projekt urbanih vrtov, ker pač je bil dejansko realiziran. Se pravi, imamo njegovo podporo za širjenje teh vrtov v prihodnosti. Mi smo zdaj že naredili dva projekta za dve novi lokaciji v Mariboru. Zdaj, ta ki jo zdaj vidite, ta je v bistvu malo problematična in na čakanju. Nas občina ni pozorila na pač neke naravovarstvene omejitve. Tako zdaj projekt je pripravljen, zdaj smo pa še v pogajanju za Zavodom za varstvo narave. To je v gozdu Stražun, to je tezenski del Maribora, se pravi vzhodni del, če biti se prej jugozahodni. In pa še en projekt je sicer v Novi vasi, ta pa je že realiziran, mislim realiziran do te mere, da je v funkciji, da vrtički kot taki funkcionirajo. V podeljih je seja mestnega sveta v Mariboru, na kateri se je odločalo o rebalansu proračuna in če bo ta potrjen, bo tudi ta lokacija dobila tale objekt za orodje in pa ograjo okoli samega območja. Tako da, najlepša hvala. Ja, vsekakor zanimivi projekti pa primeri dobrih praks, da se jih nadejamo, da je tudi tukaj v Kamniku zaživeli, recimo sploh glede na interes pa zahteve Kamničanov, a ne po vrtičkih, pa ne je taka stvar definitivno uredna obiska. Ma kdo kakšno vprašanje? Mišljam ekokmetijo Korenika. Mene zanima, so kakve omejitve zdaj, glede tega, ali je to pridelano za lastno uporabo, ali imate tudi kakšen koncept oziroma že pač vizijo, da bi pa pač se prodajalo naprej? Zdaj zopet, da se ne razlagalo, ampak jaz mislim, da je na nek način v bistvu prepovedano, ne? Da bi zdaj tukaj prideloval zelenjavo, ki jo potem dalje prodajo. Tu se pogovarjamo o samooskrbi, ne? Se pravi, samooskrbi tam, kjer ljudje živijo v stanovanjskih blokih, ki niso v svojih lastnih hišah, ki živijo svoj lastni vrt, se pravi, ljudje, ki nimajo možnosti priti do zemlje kar tak, ne? Ker zdaj tako bom povedal, ne? Recimo, populacija na teh vrtovih, ne? Pretežno so to mladi penzionisti, s tem uporabili, ne? Se pravi, ljudje, ki niso še tako dolgo v penziji, še imajo dovolj življenjske energije, da lahko delajo, imajo predvsem največ časa, ne? Potem so tudi ene mlade družine, ampak
pri mladih je problem čas, vedno je čas problem. Potem so pa tudi ljudje, recimo, ki pa jim ta vrt, recimo, pomeni eksistenco, dobesedno, spravi, ki so socialno toliko ogroženi, da je v bistvu so odvisni od te hrane, ki jo pridelajo tukaj. Kako imate to v pravilniku? Prosim? To imate v pravilniku? Mislim, da je, ne vem se, da je lahko vogno, ampak mislim, da je. Tako je bilo tudi govor od samega začetka. Disciplina med uporabniki pa vandalizem obstaja kaj? V tem dokumentarcu, ki sem ga prej omenil, je to krasno predstavljeno noter. Zdaj, dejstvo je, že ko smo štartali, smo tako videli, da bodo kraje, da bo nekdo prišel tukaj po noči, pa si kakšen paradižnik. Meni osebno recimo me to sploh ne moti. Ker če nekdo mora iti nekomu na vrt, paradižnik gre vzeti pa papriko, pa hvala Bogu, pa še 2 tedni zraven dan. Jasno, zdaj, vsi se s tem niso strinjali, tako da zdaj že imamo tudi ključavnico gor, nekaj prej pač bilo to odprto, mi se sicer imeli neko ograjo, ampak je bilo odprto, zdaj pač to pod ključavnico. Drugače pa glede discipline, zdaj ne vem, kaj ste točno mislili. Mislim, vsak človek ima svoje navade in se to skupaj, a so to skupaj kot skupina, da dejansko ta sistem deluje? Razumem. Glede tako bom rekel, zdaj, nišče nima zdaj nekih takih navad, da bi zdaj nekoga drugega moto. Edino, kar je moteče, so psi, recimo. Pač neki ljudje imajo pse in razumem zdaj, če gre za osnovu na vrt, če ga nimam tega paziti, jaz sem same samo. Ampak tudi na to smo se navadili. Niso to zdaj neke mrcine strašne, tako da tudi ti psi so tam domačeni. Drugače, kaj se pa tiče te razdelitve, tega dela, ki bi moralo biti v skupno dobro, tu pa jasno, to smo pa šoleni imeli, da tako rečem, ker recimo, če gledamo zdaj pač našo državo, ki je še dobrih 20 let nazaj pa živela v nekem socializmu, ker je bilo to nekaj normalnega, nekaj skupnega, smo se zdaj v teh dobrih 20 letih smo se totalno tujili temu konceptu, se pravi, vsi gledajo samo svoje, kaj je njihovo, dokot je njihov plod in zdaj jih v bistvu šolamo nazaj, v tej smeri, da pač so neke stvari skupaj, da morajo vsi isto vlagati noter. Teda smo imeli recimo primere na začetku, ko ste videli tiste slike, ko smo še samo recimo količili parcele. To je bilo skupno delo, je bila delovna akcija, zato sklicana, se pravi, vsi imate zaprit tukaj delati, ampak eni so že bili pobegli na svoje vrtove, ki so živeli, kjer so, in so že začeli kopati tam v njih. Tako da jih ima treba za rokav reči nazaj, tukaj bomo skupno delo, recimo, v tem smislu. Drugače, samo da dokončam, se pričam, zdaj v tem našem pravilniku imamo recimo tudi eno stvar, da je pač treba skrbeti za svoj vrt, se pravi, da nimaš tukaj preveč plevela, ki bo zdaj se sosedu širo, in zdaj recimo ta naš vrtni odbor je to skrajno resno vzel, in to je zdaj policija prava, za četrtek na vrtu, ki hodi od vrta do vrta in tudi piše tiste črne točke, do problema je prišlo zaradi tega, ker imamo pač recimo marsikoga, ki pač hoče po permakulturno to delati. Zdaj permakulturna pomeni, da ti vso energijo, vse kar zraste na vrtu, mora stati na vrtu. Se pravi, ko zraste plevel, ti ga pustiš in ga potem čez čas ga izruvaš in ga potem pustiš na tleh, da v bistvu nazaj gniji zemljo. In zdaj, za te, ki so pa iz stare šole, da tako rečem, pa to je nekaj nespremljivega. Gredica mora biti glanc, gola zemlja. To se hočem vprašati, na kakšen način, recimo, na kakšen način ste parcele razdelili? Kaj je ne samo mogoče malo boljše, glede ali pa mogoče bila zemlja boljša ali pa kako, ali ste to izžrebali, kako ste to zadevo rešili? Glede, zdaj tako bomo rekel, to je bilo dobesedno, kdo prej pride, prej meni. Mi smo en sistem, da tisti pač, ki ima recimo neke otroke, da so bližje k otroškem igrišču. To je recimo bilo eno, potem pa jasno, oni so mi želeli, da bodo skupaj, tudi več njih, recimo tudi 4 parcele so recimo skupaj, zato ker so se ljudje odprej poznali. Jasno, to smo upoštevali, logično. S tem, da pač to je bila ena šola, tako da tisto, kar sem prej kazal, tisti projekt v Novi vasi, da smo povedali, da te napake ne smemo narediti. Se pravi, dokler ni parcela zrihtana, v smislu vsega, kar je skupnega za narediti, jih ne bomo delili. Pa tudi potem smo bili v bistvu poželeli. Kaj pa disciplina glede ekološke pridelave? Glede na to, da vi vsako leto kontrolirate, kar pomeni, da v tem primeru bi lahko v končni fazi se zgubi certifikat, oziroma kakšno posledice za nekoga, ki se ga zaloti, recimo, da je prišel. Načeloma tak, da tisti, ki se ga zaloti, najprej dobi se na opomin, in za to direktna izključitev. Zdaj, če se prav spomnim, ti
števila, mislim, da smo enega smo imeli, ne, ko je goljufal, ne, tako rečem, ne. Vsi smo gledali celo poletje, nekako imamo krasno zelenjavo, ne, pa je bilo ta monitoring, ne, pa so prišli tudi k njemu, ne, so pa gotovili, da je vseeno neko kemijo noter vliva, ne. Ampak dobro, tudi s tem smo upravili, no, ampak tako bom rekel, no, večina ljudi, ki so tukaj, ne, na vrtovih, oni so ravno zaradi tega, ker hočejo ekološko predelovati stvari. Zato, ker ponudba, ne, mislim, ker Slovenija, recimo, mi, kaj se tiče hrane, ne, mi smo samo še tretjinsko samozadostni. Se pravi, tretjino hrane, ki jo pojemo Slovenci, jo sami predelamo, 2/3 pa moramo voziti. Zakaj? Zaradi cene. Ker je poceni, ne. Tisto, kar je poceni, je tudi logično slabše, ne. Recimo v teh večjih nakupovalnih centrih, recimo zelenjava, to je brez vrednosti, ne. Zgleda krasno, ne. Zdaj skrajni potem ukrep je izključitev, ne, takega vrtičkarja. Ampak ta kontrola, ki je enkrat letno, je ziher enkrat letno, lahko pa tudi napovedana večkrat letno, če se začne dogajati pač neprilike, ne. To je to. Jaz bi vprašal, glede na načrte pa na vašem pogodovanju, sem videl, da imate tudi visoko rastlo drevesa, celo ork ste omenil. A ste se kaj zaplanirali senco? V sami načrtu tega se je zdaj te drevesa zrasla, vam senčijo, kaj vrtove? Mislim, zdaj še niso zrasla, mislim, ko bodo zrasla, dobro, za neko senco bo sigurno dajala, da tako rečem, no. Ampak ne vidim za nekih resnih problemov zaradi tega, no. Zdaj recimo tisti predprejšnji recimo projekt, ne, tale stražunski, ne, to je že bolj problematičen. Tu so recimo obstoječa drevesa, zelo visoko rasla, ne, in zdaj recimo ne vem, to na levi strani na jugu, tam bo res bolj manj v senci. Ampak, ne vem, tako po izkušnjah, ne, ljudi, tudi če imaš ti delno neko senco na vrtu, še vedno raste, ne, se svetloba se odbija, ne. Poleg tega, čez poletje sonce potuje, shoda na zahod in nikoli ni senca vedno na istem mestu. Še oreh je pa samo en. Oreh je samo en, ta je čisto na severu, tako da v bistvu nič ne moti. Mislim, da so tudi sadike na srednji podlagi, da niso na sejancu vse v tistem delu, tako da niso zelo visoke. Ja, ti možnosti nima se, kako se razvasa. A tako, torej, meni se zdi, recimo, ta skupno sobani vrtovi zelo en, vsaj po mojem mnenju, zelo lep pokazatelj tega, da pozabljamo včasih na samo oskrbo na mikroravni, ne? Ker se bo povečala samo oskrba, upamo, da še nekaj let, takrat, ko se bo kriza zaustrila, ne? In v vsaki hiši spet pokoši zajci, a ne, pa ne mosekleške travce, solata, pa fižol rastno, a ne? In to je ena taka zelo dobrodošla, recimo, semesta lahko res zgledujejo v tem primeru. Prej ste omenili certificiranje, ne? Kot največji strošek. A se da zvedeti, kakšen je bil? Da se je vozil, mislim, da je bilo prvo leto, da je bilo 800 €, zato mislim, da so niže. 600 je bilo, vsako leto 600. Prvo leto je bilo 600, zdaj pa nekaj manj. Nekaj manj, ne? Manj, pa ne vem. Ampak ko se razdeli na uporabnike, mislim, da je okrog 10 € na uporabnike. To so kemične analize zemlje. To je ena ključna analiza kemična tal, to se pravi ostanki pesticidov v tleh in v pridelku. Se pravi, da če imam bilo veliko ljubljenico, res kaj gledati, tako to nekaj daje. Ma še kdo kakšno vprašanje? Še eno vprašanje, se pravi, to je financirano z projekta, ta zadeva. Kako bo vzdrževanje in te stvari, čegav strošek bo to vsi? Vzdrževanje je naš strošek, strošek vrtičkarja, imamo tudi tako nekaj rezervnih sklada, temu tako rečem, ne. Se pravi, zdaj, recimo, da se zdaj, ne vem, vade ena lota, recimo, ne, hipotetično, ne, da so tu sredstva, da se takoj popravi, ne. Niso pa to za neki strašni zneski, ne. Mislim, da še vedno ljudje bistveno več zaslužijo, kot pa dajo za tisto. In kolikšen je, recimo, približen leten strošek za enega uporabnika tak del? Mislim, da je že nekaj 30-40 €. Zdaj je odvisno od tega, pač koliko je sam tudi prisoten na vrt, oziroma koliko je sam aktiven. Zdaj, če kupi semena, sadike, če vse kupi, če sam ne razložuje, ne. To razumemo, mislim, da so skupni stroški. Samo te skupni stroški, v bistvu stroški ne ena. Mislim, da je po 40 €. Med 30 in 40 €. Zdaj prvo leto so bili še malo višji, zato ker mi pač s tem budžetom, ki smo ga dobili od občine, smo pač rekli, koliko smo lahko, ne.
Zdaj ne stvari je postalo, tako sem prej rekel, recimo za vodo, pa vedno so neke drobnerije, ne vem, pa kosilnica, pa ne vem, kaj se nabere teh stvari. Pa orodja pa vsak svoje. Načeloma vsak svoje, čeprav zdaj tako, jaz bi reči videl, da se malo še tudi delijo med sabo, ne. Ker če poznate recimo tale projekt Ljubljanski, on preko Kopišča, ki je v bistvu čist gverilski, ne, ko so v bistvu Ljubljančani zavzeli eno gradbeno jamo v centru mesta, tam ima recimo lopo za orodje in tam ni moje tvoje, tam je samo skupno, izključno skupno orodje. Tako da ja. Za koliko let imajo pogodbo za vrt? 10 let. 10 let. Ja. No, samo tu mislim, da tu mora ostati. Ker če bi tu slučajno kdo kdo drugi, pa še ena revolucija. Če bi to hotel pozidati, ne? Ja, da se mislim, če se tako ena anekdota, da sem, mislim, da v kakim mestu, na nekaj pravi, da sem izvedel, da sem dejansko na tem območju so cesto planirali. Se pravi, tako ste bili tisti rondo zraven, ne? Tam je bil odsek predviden direktno čez to parcelo, ne? Ampak očitno ni bilo denarja, da bi se to realiziralo, je nekdo v mestu pozval, je rekel, da lahko naredite vrtove, ne? Lahko še eno vprašanje na podjetništvo, socialno podjetništvo. Mene zanima, da je tukaj 21 podjetij, pred dnem sem slišal tako grdo prognozo, da jih bo kar veliko teh podjetij se zamajali, ko bojo te začetna sredstva iz spodbude pošla. Koliko je pravzaprav te bojazni, pa morda zaposleni dobijo primerljive, ali pa dobite primerljive plače z gospodarstvom? Ali je tudi tle neko prostovoljstvo, kako je s tem? Lahko je vsaka na svoje. Ja, kdo želi? Zdaj, če se vrnem, ustanavljanje teh projekti, jaz sem samo omenila, da je zelo veliko socialnih podjetij bilo registrirano za kakšnega koli projekta. In tudi znotraj obeh razprav je največje vprašanje financiranja podpornega okolja. Se pravi, ko projekt zamre. In s tem se spopada zadnja Dobrina in tudi naš projekt bo v bistvu se zaključuje z letošnjim letom. In tudi mi smo mogli v bistvu predfinancirati projekt, kar pomeni, da smo sami mogli zagotoviti sredstva in po koncu projekta potem dobimo sredstva povrnjeno. V tem času si želimo, da bi vzpostavili model, ki bi bil vzdržen za pokrivanje stroškov. Apelira se pa seveda na to, da bi se v tej začetni fazi socialno podjetje lahko vzdrževalo z aktivno politiko zaposlovanja. Zelo veliko ur je pa oddelanih volonterstvo. Spravi plače in povrnitev stroškov. Plača je tako, zamišljeno je, da bi bile primerljive z gospodarstvom, seveda normalno, se to je najvišji strošek, pa najvišjo postavko v delovanju podjetja samega predstavlja strošek dela. Mislim, da ste vi poslušali komentarje, ki so ponavadi na te pilotne projekte. Država je trikrat razpisala po okoli 2 do 3 milijone evrov za pilotne projekte socialnih podjetij, kjer se je dalo dobiti okoli 300 tisoč evrov, da si svojo idejo uresničil. Od teh pilotnih projektov je pa res, da je glavnina takih, ki so se potem, ko so se zaključili, da niso uspeli ustanoviti se kot socialna podjetja in delovati. Ampak to je bila že neka narava teh razpisov, da so bili usmerjeni bolj v financiranje nekih zaposlitvenih kompetenc, težje zaposljivih oseb, kot pa da bi šli spodbujati neko investicije, pa neki pravi razvoj biznisa kot takega. Se pravi, bolj tipa B. Bolj tipa B, ja. In se tu kažejo razlogi. Medtem ko med temi 21 ustanovljenimi, mislim, da je redko katero ustanovljeno ven iz teh pilotnih projektov. Se pravi, da so to ali zasebna pobuda ali pa kateri drugi projekti. Naprimer, ta projekt Kooperativa Konjice je projekt LIDER programa na lokalni ravni, lokalne akcijske skupine. Pravi zdravo podjetništvo. Bolj podjetništvo, ja, ki bi se bil zgodil, tudi če ne bi bilo evropskih sredstev, bi ta iniciativa šla, vložila denar pa razvijala podjetništvo. Pa res, da tu pa se potrebuje, od tega naprej se pa potrebuje, se pravi, podpora v tem smislu. Težave od tega naprej, koliko ni več teh sredstev,
se lahko strinjam s kolegico, pa se pridružujem. Pri nas tudi imamo 2 osebi zaposleni, redno zaposleni na zadrugi in imata plače, vam lahko povem, predsednica zadruge oziroma direktorica zadruge ima neto 900 evrov plače, drugače z vsemi stroški nekaj čez 1000 evrov. Sodelavec, ki pa dela na logistiki, ker mi tudi vso hrano, vse pridelke pobiramo po kmetijah, pa ima za 100 evrov nižjo plačo. Ampak glede na situacijo, tako kot sem navedla, ta sredstva bodo pošla in bodo verjetno pristala na minimalnih plačah trenutno, dokler spet ne bo kakega drugega vira financiranja. Lahko pa povem ravno ta primer lider financiranja. Mi smo bili uspešni na enem od teh prijav, kjer se pa nam je zgodilo to, mi smo prijavljali v bistvu uvajanje primerov dobrih praks kmetijske mehanizacije pri pridelavi predvsem zelenjave in žit. In smo želeli naše pridelovalce naučiti uporabljati nove tehnologije pri pridelavi in predelavi in smo v ta namen imeli vključena izobraževanja in pa potem nakup teh strojev, ki bi bili v skupni lasti in v skupni uporabi članov. Strani ministrstva smo potem naknadno dobili dopolnitve, da del, kjer gre za sofinanciranje teh strojev, jih ne moremo sofinancirati oziroma uveljavljati sofinanciranja 85% deleža sofinanciranja, ampak le 45%. Sofinancirajo pa izobraževanje, recimo, ki se mi zdijo, veliko se govori, pa mislim, da se podpira govorjenje namesto tega, da bi podpirali delo. Ker smo, obrazložitev je bila ta, ker je potem to tržno naravnano in že prinaša dobičke in tega država ne more podpirati. V tem smislu. In potem smo projekt spremenili, prijavili izobraževanja in smo bili uspešni 85% financiranje, na kar se nam je zdaj zgodilo, bi rabili premostitveni kredit za izvedbo tega projekta, ker ga je treba prefinancirati. Nam banke ne dajo kredita. Tako da smo v začaranem krogu in ne vem, kaj se dogaja ostalim takim kooperativam oziroma organizacijam, ki stopajo nekako na lastno pot in se postavljajo na noge, ampak na tak način ne moreš. Vsako podjetje, vsaka organizacija oziroma firma, da se postavi na noge, vemo, da rabi 3 do 5 let. Da lahko potem sama, da pije vodo, da sama sebe vzdržuje in da se razvija. Tu bi se navezal, izziv bi sprejel, tudi jaz sodelujem pri tej kooperativi Konjice. Mi smo imeli isti primer, je bilo potrebno vzeti kredita za 24 000 evrov. Imeli smo zadnji pogodbo, da bodo ta sredstva prišla potem čez 1 leto. Imeli smo zadnji nevladno pravno osebo, mladinski center, za $500 000 evrov letnega prometa, prihodki 10 let, dokazljivo, kak posluje. To ni bilo dosti, se pravi, tako pogodba kot tisto in na koncu, potem, ko smo 4 mesece čakali, pa ko smo imeli 5 odborov, na katerih so presojali, to edina banka, ki se je sploh pogovarjala z nami, bom povedal, Deželna banka Slovenije, na koncu je bilo to potrebno dati vinkulacijo sredstev Evropske unije, na prvi ravni garant mladinski center in na tretji ravni so iskali tudi fizični poroka, ki smo ga našli izmed sebe, da je šel eden izmed zadružnikov za tega poroka, da je z osebnim premoženjem dal ta tretjo poroštvo. Ne malo primerih ni toliko pripadnosti, ali pa tudi, da osebni poroki nima niti premoženja, da bi to bilo in to je res največja rak rana, tako na lokalni ravni, kot tudi strani države, da teh evropskih sredstev se pol ne da niti pokoristiti, zaradi tega se jih ne more predfinancirati. Mislim, da smo danes en lep dan imeli, prvič je to, da smo odprli tržnico, vkusi Kamnika, Želje, upam, da se vidimo, vsaj tisti, ki ste iz Kamnika,
čez en mesec, a ne zadnjo soboto v mesecu. Vsem skupaj in predavateljem in gostom, sploh gostovalcem, ki ste počakali pa zdržali toliko časa, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Je pa še pripravljeno še eno manjše presenečenje, če ste še po nočeh in če bi si radi ugledali še Kamnik. V petih bo pred Ticom turistični vodič, oziroma vodička, ki vas bo lahko voden ogled Kamnika, to je pač darilo našega Tica, vsem tistim, ki bi si želeli v Kamnik pogledati, če ima v drugi perspektivi, tako da vabljeni, če imate slučajno čas še tja. Drugače pa še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste pa takoj pripomogali k izpeljavi tega dne, pa upamo, da bo čim več takih primerov dobre prakse tudi v Kamniku, pa da bomo lahko tudi iz Kamnika takole kaj vam prišli povedati, da smo se tudi bolj pridni, pa mogoče kakšna nova ideja. Najlepša hvala vsem.